Še enkrat lepo pozdravljeni, bomo kar začeli, ker je dolg film bil. Z nami je Dino Bauk in se moram še enkrat lepo zahvaliti, ker ste nas rešili zadrege, ker ste tako hitro in sprejeli povabilo. Najlepša hvala. Dino Bauk je Hvala. Kot sem rekla, je Dino Bauk pravnik, odvetnik, včasih najbrž tudi po službeni dolžnosti, o tem bomo mogoče v tem filmu lahko tudi kaj zdaj govorili, piše kolumne in seveda je avtor prvenca Konec znova. Jaz nisem brala romana, ampak sem pa zdaj na hiter, kolikor je dostopno na internetu, prebrala in se res krasno bere. Krasno se bere tista zgodba o knjižnici, vojaku, ki hodi v knjižnico, ki je čist razdejana in si hodi sposojati knjige. Zdaj v zvezi s tem filmom, če začneva, pravzaprav najprej bi vas vprašala, a ste kaj hodili gledati kakšne filme? Mislim, da to zagadrego spala, enostavno ne najdem časa, jaz imam 3 dosti majhne otroke, tako da oče 3 fantov, ne? Odpeljajo, tako da niti ne zaznam, a ne, so stvari že mimo, ko jih jaz v bistvu registriram. To sem zato vprašala, da bi nam svetovali, kakšen dober film za naslednjo sezono. Kako ste vi doživeli ta film? Mislim, meni je bil film kot film v resnici všeč, ker je zelo lepo narejen. Pa tudi kontekst mi je zanimiv, ker ta obdobje hladne vojne pa ta preskok čez železno zaveso me vedno nekako mi je zanimiv, a ne, se me na nek način dotakne. Ampak v resnici me je pa nekoliko zmotil ta stereotipiziranost likov, ki so zelo, tako kot barve, so zelo ostre pa natančne, v filmu tako lepo je pobarvano, tako se mi zdi. Tudi so te liki zelo na ostro v bistvu razmejeni na dobre pa slabe fante, tako da to je pa zanimivo z pozicije tudi, če pogledam nase, a ne, kot odvetnik je pa zanimiv ta lik odvetnika, od katerega vsi pričakujejo, da z nekih višjih interesov svoj del ne opravi tako, kot je treba, recimo, ne, ker je pač ta, ki ga zagovarja, tako očiten sovražnik ljudstva, ne. To je pa zanimivo izhodišče. To izhodišče je pravzaprav najbolj intrigantno, ne, pri tem filmu in kako pravzaprav to odvetnik doživlja to obrambo enega človeka, ki ga, kaj s tem, državni sovražnik številka 1, ne? Ja. Zdaj, v resnici ker tukaj gre za globoke, zelo pomembne stvari, ne, v bistvu. Ampak zdaj smo mi tudi, imamo nekaj izkušenj s tem v Sloveniji z vidika neke, na določenih področjih se pojavlja močna želja javnosti da bi prišlo do veliko obsodilnih sodb, ne, in so določeni posamezniki iz določenih krogov, rečemo bančnih pa finančnih, ne vem, kateri so kdaj na vrsti, a ne, se pojavi težnja potem, da bi jih bilo čim več obsojenih in bi bil to dokaz v bistvu, da imamo pravno državo, ne, zdaj jo pa imamo. Ampak v resnici odvetnik je tukaj v teh postopkih zato, da pač ne samo, da brani svojega klienta, tistega, ki ga pač v tistem trenutku ima, ampak da brani vse tiste ustavne pa zakonske postulate kazenskega postopka, ne, ki morajo obstati v vsakem posameznem in se vedno znova v vsakem novem kazenskem postopku se na novo vzpostavijo, ne, in če jih v bistvu se odločimo pri določeni skupini ali pa pri določenem posamezniku, da tle pa ni treba, ne, zato ker je to tak in tak posameznik, tle je bil ta ruski vohun, jih v bistvu
nismo na novo vzpostavili in tudi v naslednjih fazi lahko, da pride do dodatne razgradnje in to slabo za vse pač, ki se na kakršen koli način lahko znajde v kazenskem postopku. Tako da odvetnik v resnici odigra vlogo varuha pač določenega posameznika in pa pač teh temeljnih zagotovil v kazenskem postopku, ki so pa v bistvu civilizacijska pridobitev. Z tega vidika, ko si tako svojo vlogo pač predstavljaš, nimaš dvomov o tem, imaš v vsakem primeru svoj del opraviti tako, kot je treba. Pravo in pravičnost, a o tem pri teh stvarih razmišljate? Ja, seveda, ne. Mislim, pojavi se ta vprašanje pri določenih stvareh, ampak pravičnost je pravičnost je optika, skozi katero mi moramo pravne pravila brati. Se pravi, nobeno pravno pravilo ni tako napisano, da se ga ne bi dal brati vsaj na dva načina, to mi vsi vemo. In ko pa interpretiramo, ko ga z interpretacijo vedno znova vzpostavljamo, pa pač moramo čez optiko pravičnosti brati, ker če se pa zgubi ta nit če se zelo pretrga nit med pravom pa pravičnostjo, potem pa pravo ni več v resnici pravo. Potem je izgovarjanje na pravna pravila nima glih neke velike teže, če smo zgubili to povezavo s pravičnostjo. Ampak zdaj, kaj pa je pravičnost, je pa spet, kaj je pravično v določeni situaciji, spet stvar nove debate. V tem filmu so zelo zanimivi pogovori s sodnikom, odvetnika s sodnikom, ker sodniku je nekako, mislim, jasno, da je treba tega obtoženca na drug način tretirati kot enega ameriškega državljana, ne? Ja, zdaj, to ni nekaj, kar se dogaja samo v filmu, Ameriška država v bistvu ima zdaj že neko dost časa trajajočo izkušnjo kot določene obtožence, ki pač niso ruski vohuni, ampak so pa domnevni teroristi, obravnava popolnoma drugače kot svoje državljane. Pa vedno, pa tudi v teh postopkih imamo odvetnike, Američane, ki se izpostavljajo in probajo uveljaviti tudi za te, v bistvu, ki so zelo demonizirani posamezniki, uveljaviti vse tiste pravice, ki grejo vsem državljanom. Zato, ker vedno obstaja možnost, da med vsemi tistimi zaprtimi, kar se je že izkazalo, v Guantanamu, da je tudi nekdo nedolžen, tudi tistega, česar se ga dolži. Če pa ne vzpostavljaš sistema kazenskega postopka z vsemi varovalkami, pa tega nikoli ne zveš. Se ta število po nedolžnem obsojenih ali pa zaprtih, tam sploh obsojeni niso, se samo širi. In zdaj, ko v nekem trenutku, ko imaš recimo, da vsaj do svojih državljanov neko demokratično pa liberalno oblast, ko te varovalke v bistvu zrelativiziraš, pa jih razvrednotaš samo za neke domnevne velike sovražnike naroda, boš škodo utrpel v naslednjem trenutku, ko boš ti mogoče predmet obravnave neke avtoritarne oblasti, ki so zdaj očitno tudi Američani dobili, in lahko, da pride ta račun za to tudi na njihov naslov. Se povrne, ne? Ja. Ja, ta film je pravzaprav zelo zanimiv. Pravzaprav je ta hladna vojna kar naenkrat nam zelo, kako bi rekla, blizu, ne? Da. Kar približala se je, ne? Pravzaprav ga beremo zdaj, ta film drugače, kot bi ga pred 10-15 leti, ne? Pred temi stvarmi na Bližnjem vzhodu pa. Ja, v bistvu pred 10 leti bi rekel, da to ne bomo več gledali, takih zgodb, da je to res nekaj, kar je del zgodovine. Mogoče tudi zato toliko bolj od Spielberga mogoče malo, kako bi rekel, mogoče bi moral, ravno zato, ker je zadeva postaja vedno bolj aktualna, manj
pravljičarsko to narediti in bolj v bistvu bolj tudi samokritično, ne, z vidika Američanov, ne, ker so tle zelo... Ja, ker je na ta način, ta film je pravzaprav se meni zdel kot en tak časovni stroj, ki me je vrnil v neke davne čase, ko smo Ameriko gledali kot ideal neke države, kjer se pač pravica na koncu skaže, čeprav smo vezli za razne grozne stvari, ampak vendar tako v tistem cilju, ki ga je imela pač država, kam se razvija, ne. Smo to, tako da to je zdaj... Ja, Spielbergu itak učitajo nekateri, ne, da pravzaprav na gledalca gleda kot na otroka, ne. Da ga... Tam je tudi najboljši, a ne? Ja, sej tam je najboljši, sej pravzaprav, ne vem, kako se je vam zgodilo pri filmu, ampak jaz sem mene vedno na koncu ta vrnitev, pa tisto, ko na televiziji pokažejo, kaj je on pravzaprav zdaj naredil, medtem ko ni marmelado iskal, a ne, me kar malo tako gane, ne. In to se mi zdi eno strašno mojstrstvo tega Spielberga. Ja, ampak se pravi, meni film je lep, a ne, tako kot vsi njegovi filmi, a ne, in je zelo čustven ampak mogoče ta stil podajanja zgodbe, mogoče ne bi rabil iti v to, a ne. Jaz sem ta, recimo, jaz se spomnim ene odvetniške vloge, ki se mi je zdela boljša, ne, to je zadnjič je bil, sem ga spet gledal, recimo Denzel Washington v Filadelfiji, ne, kjer vidimo, ne, ker on vseeno, ker Tom Hanks je itak super, ne, on nima dvoma v nobenem trenutku, ne, ampak tam imamo pa Washingtona, ki zastopa Toma Hanksa, ne, ki ima dvome na začetku, ne, ima dvome o tem, ima svoje predsodke do Zajcem okuženega kolega, ne, do odvetnika in tudi pač klienta pol. In to je človeško, a ne, da so te. Vsak se more s svojimi dvomi pa z strahovi ali pa čemerkoli pač spopasti v vsakem takem primeru znova, ne, in to je zanimivo, meni bolj zanimivo videti, kakor ta napihnen pogum, a ne, ki je pač tak filmski, a ne, se mi zdi. No, najbolj je šel čez, ne, se mi zdi, ampak to je spet v bistvu s tem je stregel v tem ameriškem okusu, ko je iz teh vzhodnih teh aparatčikov, ne, delal res, pravzaprav res karikature, ne. Saj jaz sem jih tako doživela, ne vem kako drugi. Ja, ampak sej, zdaj, jaz recimo, rečemo, da so bili njemu celo daleč, a ne, pa da mogoče jih on tako tudi sam jih ima v lastni. A ne, mi imamo filme, ki so dosti bližji temu, recimo, pa so slovenski ali pa hrvaški ali pa srbski, a ne, pa imaš podobo, recimo, oficirja bivše vojske, ki je vedno isti, a ne, vedno ista karikatura, to je vedno nekdo, ki na dežurstvu pije šnops pa igra šah z nekim vojakom, a ne, in to pač, če mi ne zmoremo, a ne, nekih stereotipov, o ljudeh, ki so živeli zelo blizu, a ne, pa ki smo jih v resnici videli, pol, ne, Spielberg, z te razdalje pa pač toliko težje, a ne. Prej ste barve omenili, ne, v tem filmu, ta film je posnet na film, mislim, uporabil je film in je nekako v enem takem pogovoru o razliki med digitalno pa sliko s klasičnim filmom rekel tako, da se mu zdi film kot oljna slika, digitalno pa kot akril. Da se zgubi ta tekstura fina, ne, in tle v tem filmu je res mojstrska fotografija, sploh se človek vpraša tudi scenografsko, kako so to, ta vzhodni Berlin, to so baje na Poljskem
snemali, seveda. A koliko je bilo pa tle računalniškega posega, ne? Mislim, zelo je avtentično prikazano. Koliko je bilo s temi ozadje, morali biti in tudi s temi avioni, ne, in tako to je najbrž morali biti. Jaz mislim, mene recimo pri teh novejših filmih zmot, ker zdaj ta računalniška tehnologija pač to omogoča, ne, in zdaj namesto, ne vem, 2 ladij napopaš 1000, ne, in to je, so te scene zelo, mislim, ne vem, v Troji, po moje unih ladij bilo nešteto, ne, ker verjetno, da se doseže nek efekt, ampak zgubila pa neko to, mislim, ne veš več, gledaš v nekem trenutku, gledaš animiran film, gledaš film, ne, meni to ni preveč všeč, no, ampak ima nek svoj namen. Je pa imel Spielberg do te teme en zelo tak oseben odnos, vse zanimivo, kako je nastal. V bistvu je ta Matt Cherman, scenarist, eden od 3 scenaristov, pol sta to vzela v roke brata Coen, ampak je našel eno fusnoto v eni knjigi o Kennedyju, da je pač ta Donovan se pogajal v zvezi s Prašičjim zalivom, tisto, kar na koncu filma piše, in ta scenarist je najdel, da je pa on tudi tega Powersa in je pol na podlagi tega je šel raziskovati in je pač nekaj naredil. Spielbergov oče je bil pa, ki je bil lansko leto star 99 let in pa je še vedno vsak njegov scenarij prebere, no, ampak in Kirk Douglas, ki je star tudi 99 let, je pa izvršni producent njegovega naslednjega filma. Aha. Tako, da boste vedeli, kaj se pravi prenos znanja in to spoštovanje med generacijami, no. Skratka, oče od Spielberga je bil letalski inženir in je bil nekako s to zgodbo tudi vedel je zelo za to zgodbo od Powersa, zelo je bila v familiji, so se veliko o tem pogovarjali in tako je to ga je zintrigiralo, da je hitro ta Chermanov scenarij vzel in iz tega je nastal ta film. To je pa zanimivo. Mislim, zanimivo je, kako te določena taka, tle je bila opomba, ne? Ja, fusnota, pa v bistvu asociacija na nekoga, ne? Koliko se zgodbe skriva za enim takim majhnim zapisom, ne? Ja. Če hočeš iskati, če te prime, ne? Koliko je to naključje, ne, pravzaprav odločilno. To vi pišete malo, ne, v vašem tudi, romanu. V resnici, ja. Pa sej naključje je v resnici nekaj, kar ti določa življenje, ne? Pač splet naključje, a si nekaj naredil ali nisi naredil, a si v nekem trenutku nekam šel ali nisi, ne? To je pač... To je nekaj, kar te lahko plaši, lahko je pa v resnici zanimiv izhodišče. A je kakšna misel o tem filmu, da bi malo še razširili naš pogovor? Pozdravljeni. Bom ostala. Jaz veliko misli, ampak najprej sem se spomnila jaz teh, prav priimek Powers mi je ostal nekako v malih možganih in potem sem se celo bežno sem vedela nekako za to zgodbo, predvsem z ameriške plati, čeprav sem bila šele v 1. razredu osnovne šole leta 57, ko se je to dogajalo, ampak očitno se je takrat, ko je se Powers ponesrečil, ne, sred 70 let. 60, leta 60. Mislim, da 77, no, ne vem. Skratka, nekoč sem to zgodbo brala, mogoče v kakšnem radarju ali kaj takega, tako da mi ni bila čist nova ta zgodba, ampak kako se je Spielberg oziroma brata Coen zlasti, ne, tega lotil je pa strašansko zanimivo, ne, in jaz bi rekla, ne vem, vi ste rekel pravličen pristop, ne? Jaz pa bi ravno zaradi tega, kar se zdaj dogaja v svetu, kar nas spominja na nekaj, kar smo že večina sploh ne pozna,
nekateri smo bili pa še čist mehni, ko se je to dogajalo, se pravi ta hladna vojna. Drugače pa iz tih kriminalnih romanov, večina poznane, vohune in tako. Se zdaj spet dogaja, tako da ne gledam na to zgodbo, ne vem kako pravlično, nasprotno. Mislim, da je tudi Spielberg razmišljal v tej smeri, oziroma vsi avtorji so udeleženi, da opozorijo na podobnost in na to, kako je pomembno, da vseeno ohranimo ta vidik stoječega moža, ki so zelo redki, stoječi muž, ali kako reče? Stojki mužik. Stojki mužik, no skratka. Ker lik tega odvetnika, kakorkoli se mogoče zdi vam pocukran, ne, je popolnoma možen in realen, jaz verjamem v to. Res verjamem v to, da so tudi takrat bili taki ljudje, kot je bil Donovan, odlično odigran sicer, ker je zastopal človekove pravice. In okrog človekovih pravic se vse vrti. Ves prav, pravičnost in skratka, treba se iznova spomniti, magar s takimi filmi, ki jih v rokah enega mojstra spektakularnih prizorov, z vsem sentimentom, ki pride zraven, vplivajo na ljudi in to je bil tudi namen verjetno ustvarjalcev, da vplivajo na nas. Da se tega spomnimo, da gre na koncu koncev za človeka in njegove pravice. Karkoli že je, karkoli je storil, nameraval storiti in tako naprej. Zato bi rekla, pa še to, danes zjutraj sem del ubrala, pa 2 dni nazaj slučajno, sred noči, kad nisem mogla spati, ujela na Planeta TV, to je ruski program, so kazali 5 ujetih ukrajinskih vohunov. V neki prazni sobi ob neki mizi na stolu so vsi po vrsti, kolikor pač razumem rusko, skromno, priznavali svoje grehe. Med njimi je bil celo en zelo znan ukrajinski novinar, ki so ga ujeli. To se je moglo zgoditi kakšen 10 dni nazaj, da so jih polovili, ne? In potem danes zjutraj v Delu berem, da so zdaj že ukrepali obratno, ne? In da so zdaj že Ukrajinci ujeli 2 ruska vohuna na ukrajinskih tleh. Skratka, ta vojna se dogaja, ni samo hladna, je že zelo vroča, če pomislite na NATO-ve sile, ki se razporejajo v 3 baltskih državah in vse ostalo. Mislim, da je hladna vojna že vroča vojna, in če bi šel na festivalu Lifu, smo gledali tudi en dokumentarc Wernera Herzoga, Glej in se čudi, ki govori o spletni vojni, o čemer se nikomor nam ne sanja, se pa dogaja. Potlej smo res lahko veseli, da smo že 60 plus, ker da ne bomo več doživeli tega, kar čaka naše otroke in vnuke. Ja. Ja, seveda, jaz z veliko stvarmi se strinjam. Mogoče nisem jaz o pravlični postavitvi sem govoril v smislu razdelitve vlog. Jasno, da jaz tudi verjamem, da obstajajo pokončni ljudje in da pač tega nam upam, da ne bo zmanjkalo. In z tega vidika absolutno je sporočilo pravo. Vse ostalo pa jaz drugega, kot da rečem, da se strinjam z vami, ne moram. Tako da, to je to. Še kakšna misel o filmu? Mogoče bi morali ob tem filmu malo spregovoriti o tem igralcu Marku Rylansu, ki igra Abela, ne? To je en velik angleški gledališki igralec, tudi bil je direktor Globe teatra in gledali smo ga v eni seriji, če se spominjate, Cromwella je igral,
v eni seriji o Henriku VIII. Takrat je on odločal pravzaprav o veliko stvareh v Angliji in je tudi ena fantastična vloga, ki jo je naredil. In sem brala, da je njegov princip minimalizem, igralski minimalizem, ki sloni na tem, da je rekel, če sediš v enem lokalu, čist primer, pa gledaš v eno točko, boš počasi pritegnil toliko pozornosti, da te bojo vsi opazovati začeli. Eno tako koncentracijo ima v obrazu, ne, ki je fascinantna in seveda se je dobil Oskarja za stransko vlogo pri tem filmu. Ob vseh nominacijah, ki jih je ta film imel, je pač on dobil to vlogo. Ja, on je bil meni všeč. Ja. Včasih se hecam, pa gledam to, kar ste rekli, ne, z minimalizmom. Ne. Gledaš igralce, ki niso, ne, ki samo stojijo, pa če poteka pogovor med dvema igralcema, pa opazuješ tretjega, ne, kako igrati svoj del. Ne. To je po moje to, kar loči velike od malih, od ne toliko velikih, no, tako bom rekel. Ne. Ja. Spielberg pa tudi zna to postaviti tako. On je res zelo znal v dogajanje potegniti, ne. In to je pri njem zelo cenil tudi Hitchcock, ki je rekel, da je on prvi od ameriških režiserjev, ki je ukinil prosceni. To se pravi, vse tisto, kar je pred dogajanjem, je on znal ukiniti. In te res tako potegne noč, so pa to tako velike produkcije, da se človek vpraša, kako to sploh naredijo, kdo to, če pa pomislim, koliko filmov je on v življenju naredil, pa sploh mislim, da za ene ljudi čas čist drugače teče, ja. Res relativen. Ja, še kakšno misel v filmu bi midva rada slišala, da bi se mal, da ne bi sam midva. Ja. Nisem nek ekspert za filme. Ja, sej tle smo ljubitelji filma, vsi tle smo po vrsti vsi ljubitelji filma in pravzaprav, ja, na nekaj sem tudi pomislila, na te paralele z zdajšnjim časom, ne. Zdaj imamo tega Snowdena, ne, imamo v Rusiji, potem je Assange, ne, na tem veleposlaništvu. Pa Manning, ne. Ja, pa Manning je pa seveda v zaporu. Svoja zgodba. Ja, čist svoja zgodba. Pravzaprav se ni čist nič spremenil, ne? V resnici smo imeli nekaj časa občutek, da je to za nami, a ne. V resnici nas je pa čakalo očitno nekje na poti spet, a ne. Zato je težko pojasniti samo sebi, zakaj očitno človek tako v resnici velik škodljivc, ne, in za planet in za lastno vrsto, ne, da uspejo v bistvu pri vsem napredku in znanosti in tehnologije in vsega in tudi humanističnih razmislekov v bistvu ponavljati neke vzorce, ki so vedno znova isti, ne. To je pa neka skrivnost, ker ne vem, če znamo sploh začeti razmišljati. Ne. Pa ne, v bistvu niti ni minil veliko časa, ne. Takrat, ko smo mislili, da je hladne, ko so napisali, da je konec zgodovine, ne. Ja, Berlinski zid padel. Berlinski zid je padel in spet, ja. In spet gradimo in ja. To je, tle si je malo pesniške svobode Spielberg dovolil, ker takrat v tem času, ko se je to dogajalo, leta 60, 62 pravzaprav,
še niso sezidali tega zidu, tudi ti prehodi, recimo tako kot je hodil tale ekonomist, mladi študent čez, to seveda ne bilo mogoče, tudi te prebegi takrat še niso bili, ampak to se je pač lahko dovolil, ne, to mora. Jaz na to gledam tudi v bistvu z naklonjenostjo, zato ker vedno je realnost ali za film, ali za knjigo, ali kaj, samo izhodišče, ne, ti vedno Seveda. pišeš ali pa snemaš nek fiktiven svet, ki je lahko v veliki meri ali pa v manjši meri se pokriva z realnim in tudi dogodki, ne. Zdaj, to se meni ne zdi problema, ne, ker vse to se je na koncu koncev Se je godilo. Se je zgodilo. Ja. Zdaj, če hočeš povedati kontekst pa zgodbo, pač to lahko skupaj izlepaš na ta način, da se mogoče kakšen datum ne ujame. No, jaz sem imel tudi to težave, ko sem neke svoje stvari pisal. Ne. Rabiš nek dogodek za efekt, pa ugotoviš, da se je zgodil pol leta pozneje. Ne. To pa rečeš, ja, pa naj bo. Mislim, zato, ker pač, ne, ti pišeš zgodbo, ti pišeš knjigo, roman, kakorkoli, to ni zdaj malo vsem prepuščen, da se odlepiš od tega dokumentarnega. Ne. Dobro. Ja, živimo v enem času, ki se in v literaturi, in v filmu, povsod se žanri zelo mešajo, ne. Tako da bralec pravzaprav preveč, ali pa gledalec preveč za faktografijo, ne, neko jemlje za zgodovino, ne, kar pa... Ja, to je zanimivo, pa kakšen pisatelj preseneti, recimo ena je, sicer je, ima korenine iz srbske, pisateljca Tigrova žena, Teja Obrehta, ne, se je tudi prevedena, Tigrova žena je naslov knjige, tam bereš in poznaš pokrajino, o kateri ona piše, zato ker nam je blizu, ne, ker to, vemo, da je to Balkan, vemo, da je to nekako v Jugoslaviji bivši, ne, na tem področju, ampak ona imena mest pa ne najdeš, ne, in te zapeljete v bistvu čez te svoje lastne izkušnje, pa ne, te zapelje v neko fiktivno deželo, ne, ki celo po imenih mest več se ne prekriva z realno, ne. Ampak efekt je dober, ne, tudi tukaj verjetno pri Spielbergu, jaz mislim, da to ni nič narobe, no, če se ta zid malo prej zgradi v filmu, ne. Ja, seveda ne, sploh ne. Nasprotno, no, v tem Umberto Eco zelo lepo piše, ne, o resničnosti v enih esejih, o tem, koliko je tista resnica, ki izhaja iz literature, je ta prava resnica, ne, medtem ko fakti so pa uporabljeni, da bi ta resnica zaživela. Prosim. A smem jaz še enkrat se oglasiti? Da se tudi sam replika za nazaj, ena napaka je tudi, ne samo to pretiravanje s sivo sliko, ko kaže pač vzhodni svet in da takrat zid šele nastajal. Če se spomnite, ko se glavni junak vrne domov, ne, je tam, on stanuje v Brooklynu verjetno, ali pa nekje v New Yorku, je tam, bi rekla, mesec junij, zeleno drevje, žena ga čaka v kratkih rokavčkih, on ima plašč čez roko, a še en dan nazaj je bil v Čiči zimi na nekem rusko-sovjetsko vzhodno-nemškem mostu in so vsi zmrzvali, ne, pač take malenkosti so mu tudi nisem opazila. Ja, meni je padlo v oko. No, nič hudega. Hotela sem pa izkoristiti vašega gosta, ki je advokat in to verjamem že z kar lepimi izkušnjami. Jaz ne vem, ker nisem v teh logih pravniških in tako, kako pa te stvari pri nas potekajo. Recimo mene je tudi strašno bolelo to pogajanje oziroma, da je sodnik že vnaprej dal odvetniku vedeti, kam se more usmeriti njegovo razmišljanje, tožilca pravzaprav niti slišali nismo, če se dobro spomnim.
A prihaja pri nas tudi zdaj, ko imajo neke možnosti pogajanj, ne, do podobnih situacij med štirimi stenami, sodišče, sodnik, advokat in tožilec se razpravljajo neki se pogajajo o kaznih, nekaj takega. To in ali je to samo v Ameriki, ko imajo še porote, pa se imamo mi tudi neke porotnike, ne? Ne, zelo drugačne kot tam. Aha, no boste sam še to, zanima me, ker kot vemo vsi, ki beremo in spremljamo dogodke pri nas, se veliko, zelo pogosto pri teh najbolj gospodarsko in finančno, ne vem kakšnih zgodbah, zgodi, da na vse zadnje, že ne vem na kateri inštanci, mogoče celo na ustavnem sodišču, zadeve padejo iz, kako že rečejo, iz procesnih napak ali nekaj takega. Tukaj me zanima vaš komentar. Ja, zdaj, ko nekdo reče, bom šel od zadaj, probil uloviti, ko nekdo reče, da nekaj pade zaradi procesnih napak, se to sliši zelo formalistično, ne? To se sliši zelo kot nek izgovor, da nekoga spustiš, ko pa vsi vemo, da je kriv, ne? Ampak v resnici so procesna pravila pri kazenskem postopku tisto, kar nas ščiti pred samovoljnim ravnanjem države, ne? Ki je v vsakem primeru država s svojim aparatom močnejša od posameznika, ne? In če zdaj govorimo o teh procesnih napakah, govorimo o tem, a je bilo neko sredstvo, recimo prisluškovanja ali pa hišna preiskava, je bilo pač narejeno v skladu z zakonom, ne? Ker to je tisto, kar nas varuje, ne? Spoštovanje postopka nas varuje pred zlorabo, ne? In to je pač, se lahko v nekem primeru zdi zelo za lase privlečen pa odveč, ne? Ko je recimo javnost nekoga dojame kot nedvomno krivega, ne? Ampak do očitkov krivde je pač treba priti zato, da lahko verjamemo, da smo res obsodili krivega človeka oziroma da nismo obsodili nedolžnega, spoštujoč ta pravila, ne? Tako da to s tem ni problemov, ne? To ni neka nova stvar, ne? Tako kazenski postopek funkcionira, ne? Zdaj, gospa je dvignila roko, jaz bi, zdaj ne vem, vprašali ste še nekaj glede dogovarjanja, ne? To je zdaj ta novost, ja, to je novost v našem kazenskem postopku, do katere jaz nisem preveč naklonjena, ne? Zato, ker zdaj se že praktično, odkar je možno s pogajanji pač priznati krivdo, pa se dogovoriti za kazen, se nam skoraj da 85%, ali ne vem, nek zelo visok odstotek kazenskih postopkov konča z pač priznanjem krivde, ne? In jaz vem, tudi iz lastnih izkušenj vem, da priznavajo tudi ljudje, ki niso niti sami prepričani o lastni krivdi, ne? Zato, ker gre včasih tudi za zelo tipična kazniva dejanja, sploh kadar govorimo o gospodarskih ali pa o zlorabi položaja in tako naprej, priznajo zato, da lahko si izgovorijo neko pogojno kazen, ne? Za razliko od zapora, ki jim grozi, ne? Ker po drugi strani pa vsi smo ljudje, ne? Tožilci, sodniki, njim je super, da se zadeva čim prej konča, ne? Da pač ne? In seveda tisti, ki se pa noče zmeniti, ne? Tisti, ki noče priznati, pa vzeti tisto pogojno, ker zdaj pogojna kazen je pa že skoraj ratala, kot da nisi obsojen, pa si, ne? Dobiš pa pol nek pribitek, mislim, ti grozi nek pribitek, če boš pa zdaj v bistvu ustrajal na tem, da se ta postopek izpelje v celoti, tako da mislim, da imamo zdaj s tem kar veliko težavo, no? Tako da meni to ni preveč všeč, no, ker se dela pritisk tudi na te obtožence, da ne izrabijo tistega, kar pa res morajo imeti pravico, da so pač, da je njihova krivda ugotovljena v nekem zakonitem postopku, ne? Tako da. Se mogoče tudi pri tem, oprosite. Smo pripravili, da bo zanimivo. Ja. Uporablja. Ja. Ampak od tega je odvisno resnično,
tudi to, a sploh gre za možnost, da se vedno po pravici sodi. Recimo, konkretno pri nas, ne? Kaj pa te zastaranja, ne? Zavlačevanje sodnih postopkov. A je to sploh še v teh mejah ugotavljanja pravice in pravičnosti in recimo na koncu po pravici so izdana sodba. Ja. Ko gre za zastaranja, pa točno se ve, da je to narejeno. Neizpodbitno so recimo kraje bile, ne? Pa na koncu ni nič iz tega. Koliko je recimo sodna oblast kot veja demokracije v družbi sploh resnično oblast? Ja. Mislim, lahko smo zelo kritični do vsakega tacga primera, ne? Če nekaj zastara, zato ker nekdo ni naredil svojega dela tako, kot je treba, ne? Rečemo, da so to ali tožilci, ali sodniki, ali kdorkoli pač prispeval k temu, da zadeva zastara, ne? Smo lahko kritični, ne? Moramo vedeti, da so tudi tožilci in sodniki eni izmed nas, ne? To oni so ravno to del te družbe in oni svoje delo opravljajo ravno tako dobro ali pa ravno tako slabo v povprečju, kakor mi vsi, ki tle sedimo, pač opravljamo svojega, ne? In vsi vemo, da je na vsakem področju našega delovanja možno boljše, ne? Možno je tudi slabše. In zdaj, če to postane zelo pogosto, ne? Pa če to, imamo pa seveda problema, ne? Ampak pri nas, jaz mislim, da je večji problem, ki ga imamo s takimi stvarmi, ko se na podlagi enega primera, ne, recimo zastarali je ne vem kaj, ne, nekdo ne more biti obsojen, pa je jasno, seveda jasno je medijem, ne, da je kriv, da dobimo neko moralno paniko, ne, okoli tega vprašanja, ki potem v bistvu, s katero naredimo še večjo škodo temu istemu sistemu, od katerega pričakujemo, da funkcionira brezhibno, oziroma da funkcionira celo boljš kot vse drugi podsistemi v družbi, ne. In s tem neprestanim napadanjem sodstva ga v bistvu slabimo, ne. Potem se pa seveda čudimo, ko ne dela tako, kot je treba, ne. Jaz mislim, da tako nekako se vrtimo v tem krogu. Izvolite. Mislite, da so prišle procesne napake narejene namenoma za to, da obtožba pade? S čigave strani? Mislim, z strani tožilcev? Ne vem s čigave, pač nekdo, ki ima dovolj vpliva, da vpliva na to ali pa pregovori določene ljudi. To je vedno možno. Preiskavi, da naredijo napako, ki se kasneje razkrije in obtožba pade. Vse je možno, ne, karkoli, ko to delajo ljudje, ne, je vse možno, ampak jaz mislim, da je teh primerov, prepričan sem, da jih je manj, kakor pač tistih, ko se napake zgodijo zaradi tega, ker se pač zgodijo, tako kot se vsakemu od nas dogodi, da pač neko stvar ne naredi tako, kot je treba. Ampak to moramo vedeti, da v resnici v teh napakah se mi vedno pogovarjamo za nazaj, ne, ko smo veliko pametnejši od tistega trenutka, ko pač treba delati, narediti, tako da dobijo večjo proporce, ki jih za nazaj gledamo, kakor to. Ja, prosim. Jaz bi se pa nazaj na film povrnila. Ja, prosim. Gospa povedala že. Mene zelo tako, ko bi rekla, skoraj stola vrga, ker sem videla, ne, da je v parih urah taka sprememba, a je to filmski škrat ali kaj, prej tista snežni metež v Berlinu gor, v Ameriki pa poletje. Pa sej smo približno na isti zemljepisni. Meni zmotil to, dobro, če bi bilo to drug letni čas ali kaj takega, ampak ni, ne, mislim, na isti zemljepisni širini in je bila taka razlika. Ja. Kaj to, je to pomota bila? Jaz tega nisem opazila, se upravičujem, sploh ne, ker me je tist konc me je tako, me je ganil
se mi je malo neroden, da me je tako uganil, ampak evo, tako da tega sploh nisem opazila, kaj pa vi pravite? Mislim, mogoče pa namenoma, ne. Še to Mogoče bi namenoma, v jaz- Ameriki sonce sije, ne. Možno, da je to, ne. Ja, Bravo, bravo, ta prava simbolika, bravo. Še vi ste Drugače hoteli nekaj pa, reči? Ja, mogoče bi vas samo prosila, če lahko malo pokomentirate, ker se mi je zdelo tudi zame vsaj pomembno ta pokončni mož, ne, in koliko Ja. takih tovrstnih pokončnih možev, z ozirom na to, da gre po resničnih dogodkih, ni ena pravlična figura. Ta dveh dneh se mi zdi, imamo v našem, pri nas, ker meni je bilo to ta pozitivna, ni zaključek Ja. filma, ne, ko mi daje neko upanje, naprimer, in se mi zdi, da je ta umanjko mogoče pri nas, ali pa je z negativnim informiranjem to prikrito, ne pride toliko do izraza. Skratka, pokončen mož, vprašanje. če jih imamo. Ja, mislim, se pri nas je vedno tako, da mi moramo pač presojati posamezna dejanja, ne, nekdo ni sam po sebi vedno pokončen, ali pa rečemo, mislim, treba vedno znova presojati konkretna ravnanja v določenih primerih. Lahko se nekdo v nekem primeru izkaže kot zelo pokončen, pa v drugem ne bo, a ne, in jaz mislim, da moramo bolj kot to personifikacijo, mi radi nekoga takoj rečemo, ta je pokončen, ta je populist, ta je pa nekaj tretjega, ne? Ampak populist ni zato, ker je on populist. Populist je mogoče zato, ker ima neka populistična izjave ali pa dejanja in te je treba v bistvu zaslediti, ne? Pa v bistvu ne vedno znova treplati iste ljudi, pa jim govoriti, da so pokončni, ampak v bistvu pohvaliti pa prepoznati pokončna dejanja, kdorkoli jih naredi, ne? In v bistvu grajati, rečemo, populistične izjave pa ravnanja, ne glede na to, a je tisti, ki jih je ta trenutek izrekel ali pa naredil, ga mi že odprej dojemamo kot nekega populista in tako naprej. No. Tako da mi pa radi hitro rečemo, mi imamo pa, ne vem, 5 pokončnih odvetnikov ali pa pravnikov, pa pol skozi v bistvu od njih pričakujemo, ne. V bistvu moramo pohvaliti, vsaj jaz mislim, ne, moramo od vseh pričakovati, do določenih trenutkih pokončno ravnajo in vedno znova to spodbujate, ne, pol bo lažji po mojem, kakor da vedno pričakujemo od nekih posameznikov, da nosijo vso to breme. Ja. Mislim, da je naš problem v tem, da tiste posameznike, ki so priznani kot pokončni ljudje ali ne vem, v nekem trenutku se vedejo kot pokončni ljudje, jih moramo podpreti. Ni dovolj, da jih spoštujemo, treba je jasno, javno povedati, da je njihova smer prava. Mi moramo ene skupine pozitivnih ljudi ustvariti, ki bojo se zavzemali za nekaj, kar je prav. Ker posameznik ne more zoper oblast narediti veliko. Ja, lahko reče, ampak mi smo tisti, ki smo molčimo, pa ne bi smeli molčati. Čisto ameriško, ne? Ja, ja. Ja, ja. Celo tista gospa, ki je bila prej zelo stroga v avtobusu oziroma na vlaku, se je potem na koncu prijazno nasmehnila. Ja, to sporočilo pokončni mož, ne, to je pravzaprav najlepše v tem filmu. Mogoče bi s tem mi zaključili, razen če bi še kdo kaj povedal, ali vi bi kaj še dodali? Ne vem, moram reči, da mi je bilo zelo prijetno. No, hvala za potem pa povabil. to. Danes je pravzaprav praznik enega zelo pokončnega moža, ne, to je bil generalmajster. Vam želim, da greste v en lep praznični dan in se vidimo čez 14 dni. Hvala. Hvala vam. Hvala vam za vedel.